Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Smeha polna skleda. V vaši družbi bova midva. Kali. In pa Jasmin. In zakaj Smeha polna skleda? Če smo zdravi, smo nasmejani. Tako, in naš moto je čisto preprost. Zdravo. Zabavno. In pa predvsem zelo, zelo enostavno. Naš tempo življenja je hiter. Nimamo časa kuhati, nimamo časa jesti, vse je tako na hitro, iz avtomata. Ravno tako, hrana je osiromašena. Z nutrienti, se pravi s hranljivimi snovmi in mi bomo danes pripravili en zdrav, uravnotežen obrok. Kaj to sploh je? Uravnotežen obrok je to, da se ta hrana vsebuje čim več, kar se da več hranljivih snovi. Se pravi, če začnemo kar z ogljikovimi hidrati, ta pravimi ogljikovimi hidrati, ta pravimi beljakovinami, zdravimi maščobami, Minerali, vitamini, vlakninami elementi v sledeh. in pa predvsem vode. Kajti brez vode si ničesar od tega ne bo aktiviralo. Tako, pijte veliko vode, rečemo na prst. Nekako 25 na te še 25 kg, 1 liter vode ali laično vsaj 2 litra vode na dan. Tako, en uravnotežen obrok, sicer se sliši mogoče baba, ampak verjemite mi, zelo enostavno in predvsem zabavno. Za danes sva izbrala gambere z rdečim rižem. Zakaj rdeč riž? Lahko bi izbrala recimo rjavega, belega. Ker je najbolj hranilen od vseh. Se pravi, ima največ vitaminov, ima največ vlaknin od obeh. Se pravi, od belega in od rjavega skupaj. Pa še dober je. Jaz moram priznati, da ga nisem preveč marala, nobenega riža, zdaj rdečega vse enkrat na teden. Zraven pa gambere preprosto zaradi tega, eden izmed razlogov, ker so dobri, ker so zdravi. Ker so polni beljakovin. In ker jih ima naša gostja izjemno rada. V tem trenutku lepo pozdravljam, čakaj, zdaj moram to pompozno napovedati. Nisem opevka, je diva. Operna diva. Leta 2007 je Slovenijo predstavljala na Eurosongu, zasedla je fantastično 15. mesto s Cvetom iz juga. Še vedno ne vem, kdo je ta Cvet iz juga, katerem poje. Tista, za katero bi morali dejansko zdaj skriti kozarce, ker vedno, ko zapojejo svoje visoke C, popokajo. Ni dobro to za kuhnjo, ne? Ne, bomo preizkusili. In pa oseba, ki je nedvomno, katere noge so stale na vseh igriščih, tako velikih kot majhnih, po vsej Sloveniji, kjer je pela slovensko himno, pa ne samo slovensko, tudi polsko, pa ameriško, sigurno še kakšno, kitajsko, ne, moram preveriti, če zna. Z nami je, čakaj, zadihava. Pljuča. Z nami je prva diva slovenske pop opere, Alenka Gotar. Ja, živijo, lepo pozdravljeni. Zdaj me pa taka napoved, da so še jaz začela kar globoko dihati, sem mogla čim prej priti, ker če ne bi bila že preveč osladna. Tako da lep pozdrav, hvala, da sem tukaj. Ker smo pri dihanju, nisi navajena globoko dihati, ko visoko poješ. Kako je s tem? Višina, širina, dolžina? Vsem. Jaz vedno pravim, glede moje širine, sicer zdaj se hvala Bogu slišala, da jaz sem edini poklic v tem svetu, kjer je teža opravičilo, ampak za dobro počutje je boljš, da je malo manj, Dihati treba pa vedno v življenju pravilno, globoko, ker življenje se začne in konča z dihom. In vmes je treba živeti zdravo, lepo in predvsem se treba znati smejati. In zadnji sem slišala eno krasno izjavo Einsteina. Življenje lahko živiš samo na 2 načina. Prvi je, kot da nič ne čudiš, in kot drugi, kot da vse čudiš. Torej, to je to. In to je bil zaključek naše oddaje, ker dejansko ni mogoče zapovedati nič. Mama, brez skrbi, mislim, da smo imeli prav lepo. V glavnem, tukaj smo, imamo en Cvet z juga tukaj, tako da evo smo na pravem mestu. Tako da Cvet z juga se bo posvetil kuhanju. Alenka se bo posilila malo same. Dejva mojstru v prostor. Danes sva izbrala gambere, ker veva, da jih imaš rada. Sicer na malce drugačen način, pa sva rekla, da bomo eksperimentirala nekaj, kar še nisi poskusila. Najprej moramo povedati, midva sva riž pravkar dala kuhati. Kaj sem naredila? Čekaj, kaj še to res prav rdeč riž? Ja. Da vidim.
Včeraj sva ga namočila. Včeraj sva ga namočila zvečer, zakaj? Predhodno smo ga namočili, prvo kot prvo, da ohranimo potrebne nutriente, zato ker skrajšamo bistveno čas kuhanja, celo prepolovimo ga. Drugo pa zaradi varčnosti, pač do energije in bodimo okoli prijazni. Super. Gamberi še ni? Gamberi so klele, katere bomo podobno začinili. Nika, kako se ti kaj prehranjuješ? Imaš uravnotežene obroke čez ves dan? Ješ 5-krat na dan, kot bi moral človek? No, ti kot moja PR-ovka, točno veš. Jaz sem bila nekoč velik grešnik, kar se tiče prehrane. Jedla 1-krat na dan, pa še se da ne obdavanc, ampak je tasga, ne, gre za junk food, ja. No, v glavnem, potem me je Kali vzela malo roke in sem začela tako malo bolj resno jesti. Jaz se kar trudim, da jem pravilno, da ni več te instant prehrane pa to. Čeprav se še preveč prevečim, ampak delam na tem, da bo boljš. Predvsem pa nekako sploh po zimi ne gre brez agrumov in podobnega, ker to je zelo pomembna stvar, sadje, zelenjava, to telo rabi, poleg vsega drugega. Zdaj si rekla, jedla si 1-2 na dan, se pravi slabe stvari, zdaj si polkrat toliko obroke uravnotežila. Tako. A čutiš kakšne spremembe? Ja, veš kaj, predvsem glede mojega stresa, ne, lažje prenaša stres, več drži. Predvsem je pa ena stvar zelo pomembna, ne, sem imela prej vedno probleme tako z refluksom, se pravi s kislino, ki je šlo potem gor na glasilke in potem so se glasilke vnele in to. In zdaj moram potrkati, nimam več toliko težav, oziroma jih počasi odstranjujem in če kaj dobro, je to dobro. Spravi, če obroki niso uravnoteženi, ljudje so kakšni, recimo? Razdraženi. Tečni. Imajo povišeno telesno težo, slabo prebavo. Si direktor, super, všeč mi je, ja? To leti na mene? Nimajo zadovoljivih športnih rezultatov. Ja, recimo. Jaz se spomnim ene najne sosede, ona ima vse zgodaj zjutraj, a veš, kot da te želi za koleno grize. A je to uravnotežena, neuravnotežena prehrana? To je ravno posledica neuravnotežene prehrane. Pa še česa drugega verjetno. Pa še česa drugega verjetno, to ve. V bistvu ženski dobro veste. Da si nož kaj naredil. Ja, zdaj so dve, veš? Glavni razlog za to je največ, recimo, se pravi, pomanjkanje nutrientov ali v bistvu nepravilna prehrana, kjer pride do posledičnega padca sladkorja in takrat postanemo največ razdraženi, živčni in podobno. Če že od jutra nimamo uravnotežene prehrane, nam kar ni sladko zaniha in se znajdemo v nekem začaranem ciklusu skozi ves dan. Kjer potem sledijo nepravilni obroki še skozi cel dan. Šport in prehrana, gresta z roko v roki, moram te vprašati, kaj delaš? Poleg da treniraš ključa, da razteguješ vrstnike. Pojem hinder, na športnih preveditvah se zelo velik športom ukvarjam. Ne, hecam se. V bistvu poleti mi je super bicikl kajak na mirnih vodah. Tako, badminton imam strašno rada in moram se pohvaliti, da sem letos celo pretekla pol maratona, tako malo mini maraton za dobrodelne namene in to je bila ena zmaga nad samo sabo, ampak počutila sem se pa odlično, res. Veš kaj razine, kaj si jedla prej, kaj si jedla pol, kaj si delala vmes? Kaj med pri maratonu? Ja, da si se pripravljala, se pravi, ja. Tako špagetija? Ne, veš kaj sem jedla, nisem ogljikovih hidratov, pol sem jih šele zvečer, priznam. Mogoče je bila to malo napaka, ampak je nekako zelenjavo pa rdeče meso takrat sem si vzela in je bilo v redu, pol sem imela še neke te čokoladkice, te vaše, Herbalife čokoladkice sem imela, pol pa nek napitek, tako v glavnem, tako da sem nadomestila soli, ampak bilo je super. Jaz sem mislila, da ne bom zdržala, ampak sem videla, da v bistvu ste pravim pristopom. Je pa res, da smo že par dni prej pravilno že jedli, pa to tako res zelo striktno in ja, evo, pirata. Mi da bova včasih dala gosti kaj za poprijeti.
Vidva, če znaš Da bom jedla, bomo pa dela. Kako dejansko ti kuhaš, živiš hitro, nimaš časa, skozi si na poti, skozi si v avtu, na odru, na šutingih? Premalo. V bistvu tako, če se le da skuham, ker imam rada svežo hrano, mojo hrano, to me je prav, me pravijo tako, da bolj kuham, kakor pojem, se pravi, da moram res dobro kuhati. Pa lahko to preverimo. Ja, danes sem pustila presenetiti, ne? Ali bomo morali tudi jaz kuhati? Ne, zdaj nas zanima, koliko vladaš. Če znaš svoj kuhalnico držati roka, naša oddaja je enostavna, se pravi, vse, kar delamo, je zelo enostavno, zelo na hitro pripravljeno, ampak koristno, dobro, je zdravo. Boš povedal, kaj moram narediti? Tako da te bo kar bomo pustila, da malo zmešaš, da nam malo pomagaš. Pa se vidimo potem, no? Pa se vidimo, ti ima prednejši, Alenka ima en super recept za gambere. Ima na malo drugačen način, s pisano zelenjavo. Daj malo povej gostov recept, in da greva pa nekaj. Večkrat se nam zgodi, da se znajdemo v kakšni čakalnici, kjer imamo nekaj minut prostega časa. Zakaj jih ne bi izkoristili za zdrav duh v zdravem telesu? Čisto ena taka preprosta vaja, ki lahko naredimo kadarkoli in kjerkoli. Postavimo se v sedeč položaj, zravnamo hrbtenico in vaja se bomo najlažje naučili, če bomo dali roki takole sem in vdihnemo ter izdihnemo. Pri tem razširimo rebra pri vdihu, se pravi vdihnemo, razširimo rebra in pri izdihu gredo rebra notri. S tem, ko izdihnemo, tudi trebušno prepono stisnemo. Ful razlika med recimo, te bomo rekla, Slovenija, snemanje, pač si na setu ves dan. Pri nas je tako, diješ enkrat na dan, ti prinesejo pico, ne? Kako je na Poljskem? Kako je pa skrbljeno za hrano? Je tudi pica enkrat na dan ali je to bolj fancy ali šmensi? Tudi v Sloveniji ni sam pica enkrat na dan. V Sloveniji imaš tudi barobus, se reče, avtobus, v katerem je hrana. Dobro, to je bolj izjema kot pravilo, ne? Ne, na filmih je to po moje skozi. Na teh, ne na tu pa tam ni bilo nič za jesti, vsi stradali. Imeli smo ene sendviče tam, ki so bili vsak dan isti, tako da so si na koncu vsi sami začeli hrano kuhati. Razumeš, to je, sam na teh filmih pa je, na Poljskem pa tudi zmeraj je to en bus, v katerem kuhajo hrano in to in normalno za jesti. Recimo, edino tako je, da ni bilo Coca-Cola in da sem moje pravilo prvo, da bom imel zmer v pogodbi, da mora biti ena Coca-Cola, pa limonada, pa še kaj pri mojem tam stolu, pa čokolada. Powodzenia na nocnej zmianie. Mamy Wigilię. A od kiedy to ci obchodzi, co? Ja mam w dupie Wigilię! Od teraz mnie obchodzi. Przydałoby ci jakieś świąteczne bzykanko. Ja chcę, żeby mnie to coś trafiło. Nic się pani nie stało? Chciałbyś mieć dziewczynę, tato? Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Jakoś tam lepiej, co? Mislim, sem slišala, da te ne spustijo več v noben salon, kjer so kuhinje. Tako prav piše Beware of Mitja Okorn, pred vsako kuhinjo, ker je Mitja pač ekspert v tem, da zažge kuhno. Pač nekoč sem montiral Magnifico and Making of in sem se spozabil, da odzgor sem prižgal olje, da bom si naredil ocvrt sir. In sem prižgal olje in tako po pol ure fakt nekaj smrdi in grem gor in moja mama tam spi, ni razumela, povsod dim, vse, vali se dim in sem šel in sem pogledal in tam gori kuhna in bumbare, sem vzel od mame, kaj je ležala, sem vzel to, kaj je deko, vzel in pozabil zmočati in sem vrgel gor na ogenj in še ta deka zažgala, pa sem vrgel na tla, so še tla zažgala, tako da v bistvu sem skoraj mamo zažgal. In zdaj v bistvu takrat naprej ne upam več prezgati olja, ne da bi bil tam zraven in gledal, kdaj bo olje zavrel. Tako da, ja. Moram te še vprašati po tvoji najljubši jedi. Kroki.
V bistvu kruki ne. Zdaj na premieri... A jih znaš narediti zdaj, recimo, da si jih naredil Poljakom? Ne. To je edina stvar, ker res pogrešam razen družine prijateljev. S kruki je edina stvar, ker res pogrešam v Sloveniji. To pa v bistvu slovenska publika. Slovenska publika je bila zmer do mene fair. Zmer so imeli radi moje stvari, moje filme. Tako da pogrešam malo slovensko publiko in zato mi je pri srcu to, da bom se vrnil v Slovenijo tam 13. decembra, ko bo premiera filma v Koloseju v Ljubljani. Mislim, da 14. mislim, da bo Maribor, 15. mislim, da bo Kranj, upam, 16. ne vem, Koper, 17. Celje, Novo mesto. V glavnem in bom šel na tako mini turnejo, tako kot smo še že stupili tam in bomo se srečali z ljudmi, ki si pač želijo gledati naš film in se hočejo srečati z režiserjem. Tako da res mi je v interesu znovu se srečati s slovensko publiko direkt. Upam, da bojo slovenska publika sprejela ta pismo Svetemu Nikolaju film za svoj film, za slovenski film, čeprav govorijo po polsk, ampak je naredil slovenski režiser in da bojo ponosni na prvi slovenski božični film. Zdaj sem me tukaj pustila sicer ne vem kaj, sem pustila samo z gamberami, parimi rjočki se tukaj matrajo, se pražijo. Jaz v bistvu zelo, zelo rada kuham morske zadeve. Moja največja specialiteta je sicer losos z popečenim česnom in z medom in to je res ena svetovna zadeva. Imam pa to zelo rada tele gambere, ki zdaj le počasi, čakaj, da zdaj jaz tole. Če bom jaz malo pomagal, no. Zdaj, no. Vidim, ne le mene malo zabrkava, da sem jo pustila tukaj sama s kamera. Opa, ja, Lenka, kaj pa je to? Ne, zdaj le že malo šokiral, ja. Ste boste gre tole v rok, no? Ne, a veš kaj? Ne, vse je v redu, ampak ne mota biti, veš, športniki, mišice. Jaz resno dvomim v tvoje kuharske sposobnosti. Ni karte. Upam, da tisti, ki je rekel, da bolje kuhaš kot poješ, da se je motil. A se ti všeč najne majčke? Čakaj, cveta zelo lepo, ja. Kaj še kaj v zadnji? Aha, Smiha polno slede. I'm real diva. Ne, da kičem v kuhni. Ja, super. V bistvu, ker si toliko super zažgala gambere, imam eno darilo zate. Glej, se norce delajo z mene. To je tako, ona je moja PR-ovka, ne? In zdaj mi hoče, danes tukaj, mi hoče tukaj predstaviti, kako je takrat, ko mene sprašal za drega. Zdaj pa da vem, kako me bo še baviti. Zdaj moram povedati, zakaj je to darilo. Zato, ker Alenka res, kot sem že povedala na začetku, da je stala na tokih fuzbal, placih, na ledu in glavne na vseh možnih igriščih, da si res zaslužiš svoj dres. Res. Tako da, izvoliš, ko stopiš na igrišče, da imaš svoj dres in da si sliješ do kolico. Tako, zdaj imam svoj dres, kuharski dres. Alenka Gotar, si športni dres. Športni dres, ja. Zdaj direkt se nam... Smiha polna skleda. Po eni strani pa mogoče dobro, da športnikom razložiš, da veš, kako sem vesela. Da je važna prehrana, ne samo tisto, kar delajo na igrišču, tako da eno z drugim. Ja, hvala. Evo, to bo zdaj z mano potovalo okrog, ne. Jaz drugač v privatnem življenju, ne, nimam vedno korzetkov pa oblekic pa tako, ampak sem zelo, zelo rada na komod, v kavbojkah, v trenerki in to bo zdaj del moje obvezne opreme, kamorkoli bom šla. Sicer je malo problematično, Alenka Gotar se povedal, kdo kremšnite je. Fitna številka priznaj, da so se potrudila, pa fitna številka priznaj, da so se potrudila. Ja, zelo so se potrudila, res ne vem zakaj, 15, kaj bi... Ne veš? Ne. Res ne veš? A nisi bila na Eurosongu? A ja, 15 sem bila. A veš,
V moje življenje nisem Eurosong, ne gledam samo to, ampak super ideja, hvala. Ko smo ravno pri športu, moram te prekiniti, če bom kaj preveč izvedela. Katerega športnika obožuješ? Moram povedati, Alenka Gotar je razdelila stožice, zelo vesebno. Lahko prosi, bo veš, kaj je in to, a veš, da sem se pol spomnila, da v bistvu sem dvakrat in dvorano in stadion. Najprej sem v dvorani sem pela za Zavca, himno, sicer takrat sem pela ameriško himno, ali kjero sem pela polsko? Ameriško? Ali polsko, ne vem, tega je bilo to. Ne, ameriško, ker je zdaj No, sem bila pa presrečna, sem bila jaz prva, ki je pela v Stožicah na stadionu slovensko himno in sicer konec avgusta letos, ne, tako da, kdo je moj najljubši športnik, ne? Zdaj smo ga dobila. Ne drž se nazaj. Kaj? Ne drž se nazaj, prosim, kar povej. Kaj, pri kjermu športu zdaj? Ne vem, kaj ne raje gledaš fuzbol? To je najbolj aktualno? Ja, najbolj aktualno, ja. Veš, kako zelo težko rečem, kjer je najlepši, kjer je najboljši in te zadeve. Jaz sem za naše slovenske športnike, za naše reprezentante, kar vse. Sem prijateljica z mnogimi, premnogimi. Zdaj sem zelo vesela, da je gospod Staviša Stojanovič, moj prijatelj, postal selektor. Včeraj zvečer smo navijali v Stožicah za naše fante, kjer je tudi naš prijatelj Krhin, Rene Krhin, odličen nogometaš, je prav pokazal, kaj zna, tako da mogoče bi njega izpostavila kot enega izmed dobrih. Drugače pa veš kaj, ni da ni, no. Kaj je Rene Krhin povedal o Alenki Gotar? Kaj je povedal? Oh God. Pred parimi meseci sem dobil to čast, da sem spoznal Alenko Gotar. Moram reči, da je res super punca in upam, da bomo še dolgo stala v takšnih odnosih, kot smo sedaj. Kako poteka tvoj dan glede jedilnika? Ja, sigurno se je ta prehrana zelo spremenila, odkar sem v Italiji. Ja. Oni imajo pač neke svoje poglede na to, se pravim, pred treningom jem samo špagete, v bistvu bele špagete z oljem. Pač cilj je biti čim lažji na treningu, čim manj čutiti razne omake, ki lahko ostanejo dolgo časa v želodcu. Spravim pol pasti moče kako pusto meso, spravim brezavla, pršut, to je to. Isto imamo pred tekmo, pol po tekmi pa lahko tudi prije kakšen McDonald's ali pa pizza, to ni problem. Ja. Pa se zavedaš, da trebušnjaki so narejeni v kuhinji in ne na igrišču? Tudi dosti bolj prijetni so tisti v kuhinji kot v fitnessu. Se pravi, se tega zavedaš? Sigurno. Enkrat, ko boš imel punco, ne? Enkrat, ko boš imel punco, kaj boš naredil za zajtrk? Veš, koliko ga boš prinesel? Zajtrk? Ja, da bi jo res razvadil. Sveže stisnem pomarančni sok, jajca in pa slanina. To, če ne slanine, če vegetarijanka? Če ne slanine, pa zagovorim samo jajce, ker je to edino, kar znam narediti. Hipotetično sprašujem, ker jaz sem vegetarijanka. Ali pa moči kaki biskviti z marmelado, z maslom, naprimer. Potem pa še za konec imamo pač en test, glede pač zdravja, nekako to lahko vidimo, napravca v bistvu meri procent telesne maščobe okoli ledvenega predela. Če želi kdo slediti svojim sanjam, je zdrava prehrana in zdrav način življenja nekaj samoumevnega. Le s trdim treningom, se pravim, za zdravo prehrano, zdrav način življenja se dosežejo cilji, se dosežejo
otroške sanje. Tako da vsem mladim nadobudnežem pač svetujem veliko treninga in pa volje, ker vse se da, če se hočete. A ja, to je te pa povedal Rene Krhin, kot da ste očitno zelo navezana. Zelo navezana. Ne, tako sem malo presenečena, zdaj nisem vedela tako, da je to povedal, ne. Ma niso tako povezana, sva pa zelo dobra prijatelja, recimo zdaj se poznava nekaj časa, tako on je vendarle v Bologni in upam, da bo ostal v tujini in da bo naredil veliko kariero, ker mislim, da je on res eden izmed največjih talentov, kar jih je dala Slovenija, kar se nogometa tiče, tako da jaz ga neizmerno spoštujem in meni je popolnoma vseeno, kjer šport, kjer je panoga ali kultura, kakor, tam, kjer je talent in kjer je človek, srčno dober človek, te ljudi podpiram in sem ponosna, če sem lahko prijateljica takim ljudem. Ker jaz ljudi delim itak samo na dve skupini, ali si človek, ali nisi. In Rene je velik človek. Kaj sem videla? Vira sta pa dobra moja prijatelja. Jaz sem diva, zate pa ne vem. Hvala Bogu, ni diva, on je pa cvet zjuka. Nisi še ti zastojen z 150 milijona Eurosong. Ja, veš, enkrat si mogel pokazati, kdo je pravi cvet zjuka. Zdaj vemo, kom je pela. Zdaj razjasnemo. Ne, vrni se, moj bodi, spet ne. Ljubim nekaj, česar več ni. Ja, ne, zmira so še zmer prijatelja, ne? Ja. Dober, okej. Kaj smo skuhali, mojster? Skuhali smo Kaj smo dali gambere? Skuhali smo gambere. Najprej smo jih pač poljubno začinili. Najprej v bistvu smo uporabili česen. Uporabili smo česen v prahu, lahko bi ga uporabili tudi v stroku. Drobno sekanega. Uporabili smo peteršilj, origano, značilno za tole jed. Lahko uporabljamo tudi nam ljubše sestavine, še morda kaj dodamo. In pa pinjole, ki se odlično prilegajo temu okusu z rižom, z gamberi in so zelo bogate z nenasičenimi maščobami, kar je v našem telesu zelo dobro, ker te maščobe topijo maščobe. Celoten recept in pripravo. Čak. Te maščobe topijo maščobe. Seveda, ampak... Jaz bom sam še to jedla. Tako da ti stikrle domov si lahne. Ampak seveda še z ostalo uravnoteženo prehrano. Drugače, celoten recept lahko vidite na naši spletni strani smehapolnaskleda.si. In še ena zelo pomembna zadeva, vaše vprašanja, kakršnakoli, lahko pošiljate na info@smehapolnaskleda.si in na vse bomo odgovorili. Resnično na vsa vprašanja. Recimo danes sva že na enega odgovorila, koliko vode na dan piti, se pravi liter na 25 kg, približno, če ste športniki, še kakšen liter več, poleti mogoče še kakšen liter več. To je to. Hvala, Linki. Pinjole domov, odnes. Ti bova tole še postregla. Zagotovo. Lahko tudi se sabo z domov vzameš, če boš še kaj ostalo. Od tega, kar sem zažgala, ne? Ne. Dobro, tisto, kar si skuhala, boš tudi pojedla, tako da. Bom. Eto. Ja, bom, ja. Važi. Drugače, naslednji daj ponovno nekaj zdravega, enostavnega in seveda ob tem se bomo zabavali. Upam, da ne bomo kaj zakurili, mogoče vrli kuhnjo v zrak, kakšen ognjemet naredili. Ja, super. Dajte se zmeniti, da končamo oddajo, prosim. Ne, jaz bom zdaj nekaj povedala. Jaz sem zelo vesela, se zahvaljujem, da sem jaz bila prav prva gostja tukaj v oddaji Smeha polna skleda in jaz želim samo, da ta oddaja čim dlje prosperira in da jo boste z veseljem spremljali. Jaz želim obema, vama, Jasminu in Kali, da ostaneta tako fino, razpoložena, dobra kuharja in voditelja, kakor sta. In srečno, ne? Hvala. In da se bomo potrudili, da bomo vse naredila zdravo in enostavno. Sem pa zabavno. In dobro, na vse zadnje. Imejte se lepo, hvala lepa Alenki, ker je prebila let, razdevičila tudi Smeha polna skleda oddajo, ne samo Stožice. Vidimo se naslednjič, tole bomo postregli čez nekaj trenutkov, drugače pa imejte se lepo in... Bodite zdravi. Tako, nasmejani. Čau.
Zdrava prehrana je resnično v današnjem življenju vedno bolj pomembna. Česar opažam, se zavedajo tudi ljudje, ki hodijo k nam. Vedno več je zdravstvenih delavcev, zdravnikov, farmacevtov, ki nam pošiljajo svoje bolnike, paciente, da jim pišemo prehranske jedilnike, prilagojene glede na njihova leta, na njihove dnevne aktivnosti, možne bolezni, ki jih imajo in ki si želijo izboljšati svoje počutje in zdravje. Prehrana resnično nadzoruje naše delovanje, kajti vsaka naša celica je sestavljena z ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Torej, naše celice nadzorujejo naše delovanje naših hormonov. Vemo pa, da je ravno od hormonov odvisno naše počutje. In zdaj, če so hormoni uravnovešeni, kar lahko pripomoremo z dobro, zdravo prehrano, ki ustreza našim potrebam, si lahko resnično zelo pomagamo. Zato marsikdo, ki pride k nam, vpraša, ali je to, kakšna dieta je to. Ni diete, vsak človek je različen, je drugačen, vsak ima svoje potrebe, svoje težave, zato so prilagojeni jedilniki zelo pomembni. In prehranske terapije so v svetu že ustaljena praksa uradnega zdravljenja in opažam, da vedno bolj zastopano postaja takšna oblika terapije tudi pri nas.